Mi bi radi, da bi bili vsi člani, ne samo tisti, ki imajo predstavnike v organih zbornice, čim bolj vključeni, čim bolj aktivni, čim bolj iniciativni na aktualne teme, ki se zdaj v tem času dogajajo. To pomeni, poudarek je predvsem na tem, kako dobiti in kako usposobiti kompetentne kadre, da se bo ta panoga lahko razvijala tudi naprej. Vemo prvič, da dotok kadrov je manjši, kot so potrebe. Obstajajo različni pristopi, kako ta manko zmanjšati. To pomeni povečan vpis v smeri, ki jih naše branže potrebujejo, podpirajo. Drugič je spodbujanje k migraciji, usmerjena migracija. Tretji način pa je prekvalifikacije zašolanih kadrov, ki pravimo na zbornic, in usposobitev teh kadrov za potrebe naše industrije. To so, se pravim, te glavne tri smeri. Dejstvo je, da šola izobraža človeka na splošno, tudi strokovna šola mu da neko splošno strokovno znanje, potem pa je treba z aktivnim stalnim izobraževanjem in usposabljanjem teh ljudi jih usposobiti za trende, ki so pred nami. To pomeni, usposobiti jih je treba v smer, za katere so bili ustanovljeni SRIP-i, za smeri, kot so digitalizacija, za smeri, kot je industrija 4.1 in tako naprej. Le na tak način bomo mi lahko sledili oziroma rasli več kot samo povprečje, in tukaj imamo velik potencial, ker znanje obstoječih kadrov obstaja, problem pa je, kako to znanje deliti in prenašati na nove generacije. Dodal bi to, da je panoga elektroindustrije že kar nekaj let prepoznala izreden pomen kadrovskega področja oziroma takrat, recimo temu, prihajajočega pomanjkanja kadrov. In zato je tudi prav na upravnem odboru bila dana pobuda, da začnemo z enim projektom, ki smo ga takrat imenovali Karierna platforma za zaposlene. Ta projekt smo oblikovali skupaj s partnerji Prizma iz Maribora, Kadrovsko fundacijo, potem Zavodom za zaposlovanje ter regijsko zbornico iz Zasavja. V tem projektu, naročnik je bilo pa Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino, v tem projektu smo dejansko sledili potrebam, ki so jih naši člani zbornice elektronske elektroindustrije, direktorji in kadroviki podali, in sicer izkazalo se je, da neke potrebe po daljnoročnem, vsaj srednjeročnem napovedovanju preprosto ne obstajajo. Zavod za zaposlovanje ima projekcije oziroma napovedi do 6 mesecev, ki temeljijo na nekih anketah, niso preveč zanesljive, ampak s temi napovedmi se lahko praktično duši tiste najbolj nujne kadrovske manke v posameznih podjetjih. Ideja seveda v tem projektu je bila, da naredimo nek sistem, neko metodologijo, kako dejansko zajeti potrebe za kadre, po kadrih, po kompetencah teh kadrih v naslednjih letih in kako potem skozi identifikacijo teh kompetenc tudi usposobiti delavce v podjetjih, v naših podjetjih, že sedaj, torej za tisto najnujnejše, kar rabijo že sedaj nove kompetence, nove sposobnosti, nova znanja in seveda jih pripraviti za naprej. In kot tretja faza v tej metodologiji pa glede na
ugotovljene vrzeli med obstoječimi kompetencami in potrebnimi kompetencami, da v nekem srednjeročnem obdobju skušati vplivati tudi na sisteme javnega izobraževanja, da se dovolj hitro javni programi prilagodijo in to na vseh nivojih, od poklicnega, strokovnega, tehničnega izobraževanja, visokošolskega do seveda višješolskega izobraževanja. Ta karierna platforma je bila potem zelo dobro sprejeta, pilotno je bila preizkušena na podjetjih elektroindustrije, prenosljivost je bila preizkušena še na panogah steklarstva in kovinsko-predelovalne industrije in nenazadnje nam je uspelo, da je ta pristop, ta metodologija bila tudi priporočena metodologija za ugotavljanje ali pa za graditev kompetenčnih modelih v tako imenovanih KOC-ih, kompetenčnih centrih za kadre, o katerem bo pa verjetno kolega v nadaljevanju kaj več povedal. Hvala lepa. Najprej bi želel povedati, da sem izredno vesel, da lahko sodelujemo v tem projektu. Predvsem iz razloga osnovnega poslanstva TECES. Ustanovljeni smo bili 16 let nazaj dejansko se strani podjetij iz elektroindustrije ter fakultet, raziskovalnih organizacij z tega področja. Tako da smo zadnjih 16 let tudi izjemoma mnogo aktivnosti izvajali skupaj, med njimi povezovalnih aktivnosti, seveda s ciljem krepitve kompetenc, rešitev, tehnologij slovenskih podjetij z te branže. In zato me tudi zelo veseli, da iz prehoda oziroma iz dosedanjih aktivnosti, kjer smo se primarno usmerjali v raziskave, razvoj, krepitev nekih povezovalnih aktivnosti med podjetji, med raziskovalnimi organizacijami, da smo začeli s partnerji dejansko tudi nadgrajevati dosedanje aktivnosti v okviru razvoja kadrov. Se pravi, krepitev in usposabljanje tistih ključnih elementov, da smo lahko resnično konkurenčni na tem področju oziroma da so podjetja lahko konkurenčna. In kot rezultat takšnih aktivnosti je dejansko nastala tudi pobuda po vzpostavitvi kompetenčnega centra za razvoj kadrov v elektroindustriji in predvsem kar je pomembno, da je ta pobuda prišla se strani industrijskih partnerjev, se pravi se strani gospodarstva, ki je dejansko nas, tako gospodarsko zbornico, kot TECES, ki smo nekako nudili podporne storitve, poskusilo združiti, da smo skupaj nastopili, skupaj tudi z Prizmo in dejansko spostavili kompetenčni center, s katerim jim želimo pomagati pri usposabljanju njihovih kadrov. Sam kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji je dejansko šteje 19 partnerjev, gospodarskih partnerjev. TECES je nosilec tega konzorcija, Prizma je partner, ki je odgovorna za vzpostavitev kompetenčnega modela skupaj z gospodarsko zbornico in na podlagi tega modela in teh modela kompetenc petih ključnih kompetenčnih profilov, panožnih profilov, kot so produktni vodja, razvojni strokovnjak, vodja oddelka, proizvodni delavec in prodajni strokovnjak, se pravzaprav tudi izvajajo znotraj kompetenčnega centra vsa usposabljanja. Ta usposabljanja so seveda namenjena podjetjem in njihovim zaposlenim, zato da lahko dobijo ta specifična znanja, ki so dejansko potrebna na podlagi že prej omenjenih sprememb v samem poslovnem svetu. Večina teh je seveda usmerjena v pridobitev novih znanj kot posledica digitalizacije ali transformacije, digitalne transformacije, kakorkoli to želimo imenovati. V vsakem primeru vidimo v TECES skupaj s partnerji, saj smo na vse zadnje tudi nosilci enega izmed strateških razvojnih inovacijskih partnerstev, ki predstavljajo v tem trenutku enega izmed ključnih ukrepov slovenske države na področju pametne strategije, pametne specializacije, da bomo ta projekt, da bomo te izkušnje, te modele kompetenc
in profilov vsekakor tudi uspešno nadaljevali tudi znotraj strateško-razvojnih inovacijskih partnerstev in seveda posebej na tistih področjih, kjer smo prisotni vsi tisti, ki se ukvarjamo tudi z področjem elektroindustrije. Tako da TCS je v obeh primerih nosilec in zato se bomo tudi izredno trudili, da bomo skupaj lahko z gospodarsko zbornico in s Prizmo lahko nadaljevali in vnesli vse te aktivnosti na področje strateško-razvojnih inovacijskih partnerstev.